Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Čas je za senzacionalne novice meseca aprila. Dajmo pogledati, kaj lahko pozitivnega povemo v tem mesecu. Nešteto stvari je, a veste, ampak mi smo jih izbrali samo 5. In to 5 takih, ki nam resnično dvigujejo tudi nivo hormona sreče. Tako da lahko bi rekli, da so to hormonske novice za srečo, za oksitocin. No, pa dajmo pogledati. Demokratična republika Konga si je zadala cilj, da bo ustvarila največji zaščiteni rezervat tropskega gozda na svetu in to bi lahko postal pravi zeleni diamant Afrike. Gozdovi namreč dobesedno goltajo ogljikov dioksid v ozračju, ki ga ljudje ustvarjamo vsak dan s svojimi potrebami, nakupi, gibanjem, z vsem ostalim. In nastal bo prostor, zdaj majčkeno za razumevanje, prostor, ki je večji od Francije, ki se bo torej raztezal preko 5 različnih držav. In kaj je uspelo Indiji? No, v samo 10 letih so podvojili število tigrov v naravi. Sedaj jih je že 3600, kar predstavlja 75% svetovne populacije, torej v Indiji. In kako se držijo naše lokalne mačke, torej risi? Tudi nam gre zelo dobro, pravzaprav odlično preživetje tej vrsti. Dobro skrbimo za svojih 700 risov in njihova smrtnost je ravno pri nas najnižja v celotni Evropi. To pa je tudi tema, ob kateri se vsak od nas drzne, kljub temu, da smo 100%, da ste se z njim v življenju tudi že srečali. Govorimo o The Big C, kot mu pravijo Američani. V februarju je namreč potekala že 5. slovenska konferenca o življenju z rakom. Zdravniki in bolniki so delili svoje izkušnje s to travmatično boleznijo in tako spodbujajo k ozaveščenosti in konec koncev tudi, da se podrejo nekaki tabuji in nelagodje. In tudi mi vas spodbujamo, da bližnjih ali pa prijateljev, ki zbolijo, ne pustite sami, da se družite z njim, pogovarjate o njihovih občutkih in da gremo stran dejansko z vso to stigmo. Zato smo tudi ustvarili en krasen, čudovit priročnik Diagnoza rak, čas za pospravljanje. In ta priročnik te vodi do tega trenutka, ko dobiš diagnozo, ki je največji šok, pa seveda povsem do konca in tudi življenja po raku. Knjiga je brezplačno dostopna, izjemno bogata in široka in globoka. Najdete jo na klepetobkavi.si. In kaj pa se pozitivnega dogaja v tehnoloških vodah? No, Evropa je že v letu 2024 dokazala, da lahko pridobi več elektrike in sončne energije kot pa premoga. In zato je ogromna zmaga. Zdaj pa si predstavljate, da bi končno lahko pridobivali sončno energijo ne glede na vreme. Ja, ohranjanje solarnih kolektorjev brez snega je bilo do sedaj zelo drago, predvsem pa neučinkovito. Ampak znanstveniki na Univerzi v Toledu so razvili eno genialno rešitev. Gre za trak, ki se nanaša le na spodnjo stran, torej na spodnji rob plošče panela in omogoča taljenje ter zdrs snega, ne da bi zmotilo absorpcijo sončne svetlobe. Majhna sprememba, ampak genialna, bi lahko rekli. In gremo pogledati še naprej. April je tukaj in jaz vas resnično vabim, spodbujam in navijam za vas, da se nam pridružite pri mesečnem izzivu, ki se bo tokrat fokusiral na en tak pomladni preporod. Dobesedno. Spregovorili bomo o dobrih načinih razstrupljanja, zdaj je čas za to, o zdravju organov in najmanjšem gradniku telesa, celici in njenih najmanjših delov, med drugim tudi mitohondrijih. Čas je, da se ozavestimo in da začnemo dejansko kaj delati na tem, kajti vse to nam izjemno dviguje življenjski standard v smislu kvalitete življenja. Preverite več na www.klepetobkavi.si.